Oddaja Odnosi so zakon. Dober dan in dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes gostim prijatelja in igralca, očeta, moža Gregorja Čušina. Gregor, živjo, pozdravljam. Živjo. Hvala, da si se pripeljal z Gorenjskega v Krško. Le, če je treba, je treba. Treba je bilo, dolgo se nisva videla. Nazadnje, oziroma midva sva se začela ob svetopisenskem maratonu srečevati, pa to je zdaj, veš koliko? 15 let. Ja, vsaj. 15 let je. Pa njih 30 kil. A ja, no, dobro. Sem z moje strani. Z moje pa tudi ne par, ne bova povedala koliko. Lepo, Gregor, deva pejva najprej malo, poznamo te, vidimo te v kakšnih nadaljevankah, vidimo te v filmih, spoznali smo te po Hagadi, po Evangeliju po Čušinu. Si eden bolj prepoznavnih slovenskih igralcev, ampak deva zdaj najprej, predno greva v tiste smeri, iti na Gregorja Čušina osebno. Gregorja Čušina osebno takšnega, kot je zdaj. Se pravi, še vedno oče 6 otrok, pa mož ene žene. Še vedno, ja. No, kaj to pomeni zdaj v tem tvojem obdobju, ki si mogoče kakšen let čez 50, recimo, ne? Ja, recimo. Ni nekaj že, ja. No. Zanimivo je takole, kadar sem v kakšnih pogovorih rečejo, vsi ga poznamo, vsi te poznamo, tako naprej. Jaz se pa iz dneva v dan zjutraj, ko se zbudim, pa opravim teh par nujnih fizioloških funkcij, ne, za možaka mojih let, potem pogledam v gledalo, pa zmeraj bolj spoznavam, da ga ne prepoznam več, da ga ne poznam tako dobro, kot sem mislil, da ga poznam. Včasih v negativnem, včasih pa v pozitivnem smislu. Tako da trenutno v fazi, v kateri sem zdaj, ne, teh nekaj let čez 50, ko so ti otroci že kar zrasli, da so čez glavo zrasli že kdaj, to je jasno, ampak zdaj, ko je čas, da zapustijo gnezdo, ko se počasi pripravljava z ženo, da bova upava ostala sama v tem smislu, da se bodo osamosvojili pa zapustili to našo hišo. Jaz v sebi, tako rečem, v glavi sem še zmeraj strtam enih 26-27, glava dela na polno. Ta del srce in duša, to je otrok tukaj noter, ne, upam, da božji otrok, ne. Kar se pa nižjega predela tiče, ne, ta osrednji moški del je tam ene krepkih 60, noge so že blizu 90, tako da enkrat se bo to združilo, ne, in vse skupaj umrlo. Ampak ko hočem reči, te neke razdalje v meni se zdaj stopajo skupaj, ne. Se pravi, glava in noge, ki so, kot rečemo, teh 50 let narazen, ne. Glava je še mlada, bi si še želela, noge, telo pa pravijo, ne, si naredil, kar si naredil, v smislu tega, le, kako si živo, zdaj pa malo kasiraš teh obresti za nazaj, ne, in kakšnih stvari ne zmorem več, tako čist fizično. Recimo zadnjič sem poskusil igrati 4 predstave zapored, ne, svoje. In sem bil ne samo utrujen, sem bil skoraj pol mrtev na koncu, ne. Glava je bila happy, zadovoljna, srečna, telo je bilo pa 2 dni tako užaljeno, da ja. Tako da to sem jaz in se srečujem s tem svetom okrog sebe, z ženo, s katero se iz dneva v dan bolj kregam, ampak si jo imam z dneva v dan bolj rad. Mislim to, da se kregam, da se prepirava. Prav kregam se, ne, se pravi, mava mnenja, ki jih, ne, še zmeraj mladostniško kreševa, in to naj ohranja pri življenju, se mi zdi. Ne morem verjeti, da nekdo, ki ga poznaš tako rekoč celo življenje, zna v vsakem dnevu najcej 3 nove načine, da te spravi ob živce. To je taka božja ljubezen, to ne moreš verjeti, ne. Tako da otroci imajo pač svoje probleme, ki jih še zmeraj moram jaz reševati, ne. Ne, še niso prevzeli svojih problemov popolnoma nase, tako da to je nekaj, kar tudi se trudim trenutno. In ne vem, sem odgovoril v zadostni meri na vprašanje. Ne še čist. Ne, pa pod vprašanje. Pod vprašanje. Kaj, recimo, ne, ker najprej peva tole z ženo, ne, ker odnosi so zakon, ne. Mnogi se bojijo tega kreganja, ne, mnogi se pač rajši umaknejo in rečejo, joj, pri nas se pa nič ne kregamo, pa imajo to za veliko vrlino, ne. Ti se pa pohvališ s tem, ne. Kako to recimo dojeti na prav način, pa da to ne vodi vendarle verjetno v to, da bi bila vedno bolj narazen, ampak sta si vseeno
praviš, se imate vedno bolj radi. Ja. Se to, da se ljudje ne prepirajo, to je dejansko velika vrlina in tistim, ki jim to uspe, sem jim iz srca in zelo svetniško zavisten. Ne? A res? Ja, če jim to uspe. Če je to res res. Če je to res, ja. Ja. In če to dejansko tudi potem izpolnjuje njihovo življenje, jaz se ne znam, jaz veliko govorim, ne znam se pa pogovarjati. Moja žena je pa veliko tiho in se ravno zelo ne zna pogovarjati. Ne? Ampak in edini način, da si poveva, da jaz lahko izbezam iz te ženske kakšen pameten odgovor, tako da imam z njim kaj za početi, jo moram pripraviti do neke nervoze, da zavre do te mere, da upa kaj reči. Zelo malo, ko slikovito govorim, to ne pomeni, da je zdaj se nervirava neprestano, ampak ne bojiva se prepira. Prvič zaradi tega, ker je to način komuniciranja. Način komuniciranja je pa to zato, ker sva tako gotova, da se od Boga dana skupaj, da se upa kregati. Jaz mislim, da se odnosi začnejo šele takrat, ko se upaš spreti. Ko upaš, dokler tebe zadržuje strah, recimo v nekem paru, ki šele nastaja, nek zaljubljen par, tako naprej, se ne bo prepiral. Zakaj? Punca reče, ne bomo nič rekla, ker me mogoče bo pustil, fant reče, ne bom nič tega rekel, ker me mogoče. V momentu, ko začutiš, da te ne bo pustil, ne bo pustila zaradi nekih besed, ki jih boš povedal, tudi če mogoče meč bolj na glas, se upaš spreti in to pomeni, da zoriš. No, mi dva sva zelo dozoreta v tem odnosu. Hočem reči, jaz sem te odnose pil že v svoji osnovni družini. Moja oče in mama sta na ta način komunicirala, pa nisem v življenju pomislil, da je to kaj narobe ali pa da boste šla na razen ali kaj takega. Včasih je bilo neprijetno, ampak tako sem rasel gor. Moja mama, potem ko je bil tudi ona pokojna, ampak ko je bil oče pokojen po 10 letih, je rekla, tako ga pogrešam, vsaj še skregala bi se z njim. Ni rekla, da bi me objel, da bi ga objela, da bi se poljubila, ne, skregala bi se z njim. To sta počela cel življenje, to je bila njuna ljubezen. Okay. Sem imela rada 200 na uro. Wow. In na nek tak način tudi mi da komunicirava. To ne pomeni, da se pretepamo, to ne pomeni, da se na naš iščemo prepir, ampak enostavno se navada te komunikacije. Ne pravim, da je to zdaj priporočam. Dajte se kregati. Ne, ampak če se ne znate pogovarjati, dajte se vsaj skregati. Absolutno. Ker če stvari pometaš pod preprogo ali pa pokriješ z neko pokrovko, to bo enkrat razgnala, pa en prišel, pa bo tisto preprogo dvignil, noter bo pa plesen, svinarija, gniloba in tako naprej. Dajte to spucati. Ampak se pravim, prepirati se upa šele, ko veš, ko se upaš, ko veš, da si gotov, da je to. In mi dva sva že od zelo zgodaj prepričana, da sva eden za drugega, da nam je Bog spravil skupaj in da če se, jaz včasih tako rečem, da se vsak dan znova trudim, da bi to spravil na razen. Ampak to je spravil Bog skupaj in to ne gre. Jaz se svoje strani trudim, da bi šel na razen, ker se pač tako kot sem in se prepiram in tako naprej, ampak ne gre, ker je to Bog spravil skupaj. Govorim se tako, upam, da me razumete, moji otroci pravijo, ti ne upamo prijateljev povabiti domov, pravim, zakaj? Ti tako govoriš, niso vsi navajeni take komunikacije, ne? Jaz pač govorim mečkam bolj slikovito, prehitro tudi seveda, mečkam divjem, pa ljudje mislijo, da če jaz rečem se ženo prepiram, izpade, kada jo pretepam, daleč od tega. Samo enostaven, malo belskava jedna drugega in se imava rada. In si je to treba tudi znati dovoljiti, ne? Pa meni večkrat vidim ta dovoliti si skregati se, a ne? Tukaj v zadnji veliko pomaga ena zaveza, ne? Če je poroka v zadnji, ne? Tega danes pri mnogih parih ni in potem je tukaj ta strah v zadnji. Še nekaj je treba povedati, to ni enosmerna cesta, prepir ni enosmerna cesta. Če se v paru samo nekdo prepira, tukaj pa tiho, to ni prepir. Prepir je spor dveh enakovrednih partnerjev, da rečem. Če to je enosmerna cesta, je to izživljanje, je to zloraba, da bomo to razčistili, da bo še razbuden ga dal od sklicov, pa rekel, kaj tukaj, kakšne odnose tukaj propagirate. Seveda ta zaveza, neka pogodba, zavezujoča, ampak hkrati pa popolnoma svobodna. Mislim, to pogodbo, ki jo mi damo, to pozabljajo ljudje. Mislim, ljudje tega sploh ne vejo. Mi, ki smo zakramentalno vezani, se pa tega premalo zavedamo, da smo si zakrament zakona podelili mi sami. In da je v tem smislu na svetu veliko več poročenih parov, kot pravimo, da jih je. Ker poroka je kaj? Da rečem, odnos, ki tudi telesno, fizično zaživi.
Koliko ljudi živi poročeno, pa pravi, da niso poročeni, pa so poročeni. Se razumeva, kaj govorim. Ne? Razumem, ne vem, če bo to čisto šlo skozi. Ne bo šlo skozi, ker je to zelo nekaj osebnega. Ja. Nekaj, na zelo osebni ravni. Mene zelo moti neko posploševanje, že tako, kot kristjani pravimo, da smo čreda in pa znotraj te črede rečemo, no, moramo razmišljati, kako si razmišljajo in se ne upamo biti črna ovca. Ampak črna ovca je ovca v principu, je del črede. Mi si pa ne upamo biti črna ovca, ker moramo biti belko, kot si ostali. Ne, bod lisast, bod rjav, bod rdeč, kakorkoli. Že zmeri si del črede, ampak razmišljaj svojo glavo. In ker te Bog jemlje osebno. Bog ne posplošuje. Bog ve, da imam jaz drugačne probleme kot ti. In da imaš ti drugačne probleme kot tvoj sosed. Bog točno ve. In mi se pa radi damo na skupaj imenovalce, rečemo, moški stari nad 50 let imajo te težave. Pari, ki so tako skupaj, imajo tako, ženske so take, moški so taki. Mi da sva, recimo, jaz in moja menita sva popolnoma drugačen par. Običajno v parih ženska veliko več govori kot moški. Običajno. Pa nas je ravno obratno. Ponavadi ženska kuha. Na nek način sva obrnjena na glavo in sva zasukana in zmeraj znova trpiva zaradi tega, ker nekdo skuša dati na njihov imenovalec. Mi imamo v svoj imenovalec. To, kar nam je skupno, je to, da smo v odnosu, da smo moški, da smo ženske, da smo poročeni, da smo krščeni. Ampak znotraj tega smo pa tako posebni, tako osebni in pozabljamo na to. In si ne upamo biti to. Ja. Jaz vidim veliko ljudi in parov, ki so zakrčeni zaradi tega, ker skušajo izpolniti neka pričakovanja, ki so od zunaj. Par ne bi smel imeti nobenih pričakovanj od zunaj, ampak samo iz sebe noter, iz tega božjega, ker mislim, ko rečemo od sebe, ne egoistično, ampak iz tega... Dovoliti si dostojanstvo, biti individuum. Ne? Pa to tudi pogum, da si upaš biti to. Čutiš drugače kot ostala čreda, prav, še zmeri si na istem pašniku, še zmeri si z istim plotom, še zmeri si istega pastirja. Blejš pa mehen drugače, zakaj ne? Zakaj moramo si reči jaz bi rekel blejam drugače kot ostala ovca, še zmeraj sem pa ovca, še zmeraj pristajam in ljubim tega pastirja, ki nas hrani. Fajn ovca si. Ja, upam. Malo si ovna. Daj povej res, kako se pol ta dopuščanje te svobode, ne, ki praviš, si jo moraš najprej sam dovoliti, to mi je zelo pomembno, pa je to nekaj, česar se tudi jaz sem se moral naučiti, se ni zgodil samo od sebe. Pol se mora še žena tudi isto, ne, da lahko midva, potem pa midva kot starša, kot oče, kot mama. Kako na primeren način, bi rekel, spuščati te odraščajoče otroke v svet oziroma jim dajati tudi primerno svobodo. Recimo, če se spomneva tvoje zgodbe ali pa če morda lahko izhajaš iz nje, ne? Kako je tvoj oče, ki je bil umetnik sicer, slikar, dojemal tvoj AGRFT in tako, ne? Ja. Ne vem, če boš naredil to paralelo, pač to. Ja, kar se tiče spuščanja otrok, to je nekaj, kar absolutno ne znam. Oziroma ne znava in se učiva. Nazadnje, ne. Prvič to delata. Prvič to delava, ja. Čeprav veliko, mislim, hočeš reči, s prvim otrokom misliš, usvojiš neko znanje, kam imaš drugega otroka, reče, zdaj pa že znam. Čisto drugače. Pri 6. spoznavam, da imam pojba sebi sanjane. Že ko sva pričakovala prvega otroka, moja menita je bila pridna, brala razne priročnike, knjige in tako naprej. In sem rekel, v redu, sej, prav, ne, pripravi se, ampak te knjige so napisane na podlagi statistik, ne. Vzamejo toliko in toliko otrok, toliko in toliko družin, toliko in toliko mam, preučujo in rečejo, se pravi, tako pa tako spet ta nek, ko bi rekel, poenotenje in posploševanje. Se rekel, najmanj otrok bo nekaj posebnega. Nemogoče, da ga lahko uvrstiš v to razpredeljenco. In pol, če zmeri povem, tako, da se mečkam ženo sposodam, ne, primer, ne, ko smo imeli tega prvega otroka, jaz sem nekaj delal v hiši, ne, ker nekaj slišim bum in zaupije Melita, Grega, kaj naredim, Kristina mi je padla s posle, kaj naredim? Sem rekel, poberijo. A to ne piše v nobeni knjigi. Ne hočem reči, jaz sem se zmeraj bolj zanašal na to intuicijo, na ta trenutek, na to, da je moj otrok nekaj posebenega in da bom že znal. Enkrat sem priznam, mislim, na noter po penu, na neki okrogli mizi smo bili so neki gosti, ne bom rekel kateri, in en možakar za mano rekel, da ima 3 otroke, take pa take težave, in vprašal ga za okroglo mizo, kaj bi on s temi otroki naredil. Jaz mislim, da mu stopi, da ga bom udaril, toliko sem bil besen. Pa se niso njegovi otroci, tvoji otroci so. Ti jih poglej, to je tvoj geni, tvoja kri, poglej ga v oči in pomisli, kaj čutiš in naredi to.
Ne pa, da sprašuješ, razumem, iščeš na svet, tako naprej, ampak to je tvoja odločitev. Samozavesti nam manjka, spet. Na vseh področjih. Tako da, zdaj, da sem prišel do te samozavesti, to ni zdaj nekaj, kar je bilo tako samo od sebe dano, ali pa da nekaj, ne vem, da se zbudiš eno jutro pa rečeš, zdaj pa vem, poznam vso modrost tega sveta. Mi, da sva šla z Melito skozi dosti precej nekih borb v najnem odnosu. Res je, da sva že zelo zgodaj skupaj prišla, stara sva bila 15 in 16 let, poznava se še več, ampak skupaj sva 38 let, poročena 30 let. In to, da so se tako obrusla, je zahtevalo neke boje, neke rane, hude rane tudi, ne? Ampak nazadnje, to je tako kot nekdo, vojak, ki pride s fronte, ne? In potem pokaže, to je bila ta granata, tle je bil bajonet, tle je bil šrapnel, tle je bila ta bomba in je ponosen na te rane, ker je preživel, živ sem, ranjen za domovino in očetnjavo, ampak sem živ, bi šel še enkrat, odrazno ne. Isto je z nami, ne bi še enkrat ponovila te poti, ampak to so najne rane, preživela sva in jih ponosno pokaževa, zato govorimo o tem, da se prepireva, zato če grem kam na župnijo ali pa pričujeva v najnem življenju, poveva vse, kar so si hudega in trapazga storila, da rečeva, da se preživeti. Da še tle kaj poveno. A še kaj taga, kaj taga, ljudje se zgrozijo, ko povem, da recimo, da je bilo neko obdobje, ko nisva spregovorila, 14 dni, 3 tedne, nisva spregovorila besede. Bilo je obdobje, ko so se preselila iz Ljubljane nazaj domov, tam sva si ustvarila dom, hišo, bila sva še brez avtomobilov, iz mizičkih izpitov, jaz sem hodil v Ljubljano zjutraj z avtobusom, ob 6:30 na avtobus in sem se vrnil zvečer ob 1 zjutraj z zadnjim avtobusom z Ljubljane. Se pravi, da je bilo potem, ko sem prišel domov, od 1 do 2, tista urca sva se kaj pogovorila, s tem, da so bili njihni otroci, one dojile in tako naprej, ko sem prišel domov, sem jo moral zbuditi, da sva ta pogovor upravila, bila sva dogovorjena, da jo lahko zbudim, ker ona je pač šla z otroci spat že ob 8 in je malo že odspala in potem da sva si povedala, ni bilo še mobitelov takrat in tako naprej, vse to treba vedeti, in potem sva se enkrat nekaj sprla in jaz, ko sem prišel domov, je pač nisem zbudil. In sem šel spat. In zjutraj sem vstal pred njo, ona ostala in sem šel v službo. In nisva spregovorila, trmast, ona tudi trmasta, to sva, taka. In četrti dan mi je pričakalo pismo zvečer. Se pravi, žena vzpostavlja diplomatske odnose. Jaz preberem pismo, odgovorim na pismo, dam nazaj. In se nisva spregovorila, 14 dni nisva spregovorila. Trmasta kot sva bila, da sva prebolela to. To ni nekaj, kar bi preporočal, ali pa rekel, lejte, svetniško, daleč od tega. Ampak to je bil najin način, takrat nisva bila zmožna, sposobna ali pa voljna drugače reagirati. Ne pravim zdaj, da dajte tako narediti. Ne, ampak pravim, kljub temu se da preživeti. Tako, in vztrajate, ne? Lej, jaz sem poročen 30 let, timečkan manj, A jaz sem drug let 20. 20, evo, si tam nekje, se spomniš, kaj smo preporoki obljubili, da jo bom ljubil in spoštoval, se pravi, kako že repročimo? V ljubezni, v bolezni in zdravju. Ljubil in spoštoval vse svojega življenja. Ljubil, spoštoval in da ti bom zvest. Cerkev in Bog od nas zahteva, da se razumemo. Ker Bog dobro je tudi nemogoče, za nas ustvaril. Da bi skozi zakaj grejo pani na razen? Ker se ne razumejo. In so napačna, idealizirana pričakovanja. Se ne more razumeti. Ti jo ljubi, jo spoštuj in bodi zvest. Tega si sposoben. To bitje zraven tebe razumeti, tudi podrazno ne, po 38 letih je ne razumem, ampak to ni razlog, da bi jo pustil. Je razlog, da se spreva, je razlog, da daj malo bolj zelo putne zvrati, pa grem, pa rečem, da ime eno uro, pa pričem nazaj, pa rečem, ok, da je vse pomeni, ker pač nisem, ampak ni razlog, da bi jo pustil. Ljudje grejo pa na razen točno zaradi tega, vse je super, krasna je, krasen kuha, lepo zgleda, ampak jaz si ne razumem, je ne moš razumeti. Ni šanse, da bi razumel. In Bog tega ne zahteva. Zvestobo, ljubezen in spoštovanje. To pa lahko dam. Ne nujno v tem vrstnem redu, ne vse hkrati, ampak tega sem sposoben. Razumeti tega, tudi podrazno. Mi se pa trudimo to razumeti. Ni šanse. Lahko samo delček tega dojamemo. Delček lahko, pa fajn je, da se trudimo v to smer. Seveda, absolutno ne. Se ne govorim tega, da zdaj smo... Ker si lahko olajšaš pot. Malo si jo lahko olajšaš, najbolj pomembno pa je to, kar praviš, ostati tam. Ostati tam v odnosu. In zato pač govorim o tem, poveva to najno zgodbo, pokaževa te rane, rečeva, lejte, hudo sva se, ne vem, če ima kjer par tok ran kot midva, ampak evo, preživela, živa, še zmeraj sem imela rada. Super.
A to je zato, ker je Melita poročena s kolerikom, ali kaj? Ja, jaz sem kolerika, priznam, ja. Ne, ampak hočem reči, da od ženske, ki ima toliko domišljije, da se zaljubi in poroči z mano, da pričakuje, da imela domišljijo, da bi me varala, da bi mi lagala in tako naprej. Mi smo se res skupaj toliko časa že in na tak način smo prišli skupaj, da mislim, jaz se sebe tredim skoraj kot cirku, peklenska vrata ne bodo zmagali. Vem, piše, kdo misli, da stoji ne gleda, da ne pade, ne? Ampak hočem reči, da povem to zgodbo, ko mislim, da je pomembna, zato da bodo ljudje razumeli, zakaj tako ponosno govorim o tem, da sva posebna. Ona je bila zatrpana vame od 12. leta. Od 12. leta naprej molila, da bi jaz postal njen mož. Jaz sem približen od iste starosti, prav 12 let sem bil star, bil nek misijon v župniji, pa smo začeli moliti, sem molil za dobro ženo. In potem sem en večer šel na sprehod, srečal ker sva se poznala s pevskih vaj, in pač po spremu, sva malo klepetala, se je verjetno zdela, da se je Marija prekazala, kaj mene srečala. Ona je šla domov, jaz sem šel domov in sem rekel, to je to. Jaz nisem bil enega dneva, oziroma en dan sem bil zatrpan vano, samo ta dan. Naslednji dan sem šel ven, da bi jo našel in sem jo našel in sem rekel, mi da se zaskap. Je rekla, ja, ne. In potem sva še isti večer rekla, da se ne bova ne objela, ne poljubila, ne držala za roke, dokler ne bova prepričana, da se bova poročila. Prosto je pa za mulca stara 15 pa 16 let nekaj, kar ni prišlo od njiju, to je prišlo od zgore. Ja, res je. Nama je bilo to tako pomembno, da to osnovno nežnost, mislim, za roke pa je to, ne, objeti, poljubiti, dava samo tistmu, ki bo moj za zmeraj. In jaz, razen v igralskem poklicu, nisem objel pa poljubil nobene druge ženske, pa še v poklicu je bilo to zelo nekajkrat in ne, Bog me je obvaral tudi tam, ne, hočeš, drugače, in iz tega čist telesnega zaupanja mi dva živiva in raseva. Hočem reči, ker vem, da ni bilo nobenega na tem področju, nobene ni bilo na tem področju, mi da so se skupaj in iz tega raste neko to zaupanje, da se lahko tako besno skregava, ker si tako zaupava, da sva res danes skupaj, ker naj jo Bog na ta način spravil. Wow. In potem sva eno leto res samo hodila. Eno leto. Po enem letu sva se spet približno v istem času začela o tem pogovarjati, tako nekako začutila, da ja, mi dva sva se skupaj, ne se bova poročila. In potem sva se objela, držala za roke, pa poljubila. Tle sva naredila mejo. In to je bilo tako. Hočem reči, in iz tega, in tudi odnos z Bogom najen je tak, ne, jaz se z Bogom precej prepiram. Moja mama je rekla, ti si predrzen, sem rekel, toliko predrzen, kot je bil recimo Jona predrzen, ali pa Abraham. Abraham je barantov za Sodoma pa Gomoro, ne. Jona, ne, tako naprej. Sveti možje, zakaj se ne bo prepirati, ne? Daj mi povej, odkot izvira ta tvoja tudi korajža za tak pristen odnos z Bogom, oziroma kdaj si ti to nekako doživel, začutil, začel graditi? Mislim, ste bili verna družina doma in tako. Ja, mi smo bili, jaz te rečem, klasična katoliška družina, ja. Nič posebnega, ampak dobro, posebno v tem, da jaz sem 5. otrok, pred mano so bili gajsne sestre, ki so začele z mladinskim verukom naše župniji, ki so na te prve duhovne vaje kobalo oziroma frakcijo, hodile in tako naprej. In jaz, ki sem bil malo za njimi zamaknen, ne, sem si strašno želel biti z njimi. Pa nisem mogel zaradi te starostne razlike. Ne. In jaz sem eden otrok, ki si je hrepenel potem, da bo šel na duhovne vaje. A si kdaj že slišal kakšnega Bilmanca, ki hrepeni po duhovnih vajah? Jaz sem ne zaradi Boga, ne, ampak zaradi družbe. Ne. In sem želel to, ker so oni živeli in sem neko pot našel že uhojeno in sem šel po tej poti. Kdaj si zgodil ta da si pogum? Pravega razloga začel to? Ne vem, ampak mi da z Melito prišli skupaj, mi smo začeli to skupaj, to hojo, tudi ne, na duhovne vaje. Mi da se prosti čas preživljala v župniji, v aktivno poleti duhovne, še iz vojske sem prišel na dopust, tako da sem šel na duhovne vaje, tako naprej, hodila sem v Parelemonjal, mislim, da 9 ali 10 let, tako naprej. Wow. Tako da predvsej tega, ne, se je nabralo. Kdaj je to preskočil, ne vem. Mogoče, ko sem začel, mogoče je to bolj aktivno bilo, ko sem že kot igralec, ne, želel narediti nekaj igralskega, iz nekega čist samoljubja, egotripa igralskega, in sem pač naredil svojo prvo predstavo in sem naredil iz tega bazena, ki ga poznam, ne, jaz nisem naredil predstave o, ne vem,
trgovini, ampak sem naredil predstavo o Bogu, ne? Ker mi je to zapolnjevanje in sem videl, da to lahko da tukaj znam nekaj povedati. Ne? In mogoče se iz tega načina, potem, ko ustvarjaš nekaj literarnega, da tako rečem, ali pa dramskega, se dobi neke distance, malo bolj, ko bi rekel, gledališko pogledaš na zadevo in mogoče je tudi ta moj odnos z Bogom nekaj čim bolj gledališki, da upam uporabljati ne samo neko dramo, ampak tudi komedijo pa tragedijo v neko dramaturgijo pravzaprav v odnosu z Bogom. Da upam, doživljam Boga, res, ga čutim in vem, da je oseba. In ne vem, jaz si ne predstavljam, da bi prišel na obisk svojemu očetu, pa mi oče vprašal, kako si, in jaz bi začel brati, koledarček dogodkov svojih. Ne? V ponedeljek sem imel to pa to predstavo, v torek sem bil tle, ampak poveš, kako se počutiš. Se pravi, ne bi kljukc našteval. In sem pač povedal, kaj čutim in tudi z očetom se skregal, če je bilo treba, ne? In tudi s tem očetom se skregaš. Poveš mu, ne? Ampak v odnosu si. In veš, da te ta oče ne bo pustil, jaz se nisem z očetom skregal, tako da bi rekel, da te nočem nikoli več videti. Ne? Ampak se skregaš, čakaj, zakaj, kako? Zakaj misliš, da bi bilo tako? Jaz pa mislim drugače. In prej sem mi z očetom recimo prišla skupaj in še po tolikih letih, oče je zdaj že 14 let pokojni, kadar se mi zgodi kaj zelo pomembnega, ali pa se odločim o nečem pomembnem, imam refleks, grem ata vprašati in rečem, vse ga ni. In pa grem na pokopališče. Čeprav se lahko tam za mizo, ampak grem tja, da sem fizično na nek način blizu očetu. Grem tja in z njim debatiram, z njim mislim tako, kaj ni naredim, ata, povej, kaj bi ti naredil. Po vseh teh letih, neke velike stvari, ker sem bil že odrasel, menjava avtomobila, nakup stanovanja, ne vem, tako naprej, sem predebatiral z očetom. Ne, da bi, nekako sem potreboval njegov žegen. In se nisem čutil zaradi tega neodraslega. Jaz sem itak pa ate povedal svoje, jaz sem pa svoje naredil, ampak rabo sem njegovo mnenje. Wow. Hotel sem imeti njegovo mnenje. Kaj ti misliš? In sem bil vesel, kada so se strinjali. Se pravi, sem dobil potrditev. Če nisem dobil potrditve, sem potem še parkrat preveril svojo odločitev. Nikoli nisem naredil samo zato, ker je oče tako rekel po očetovu. Ne. Okay. Ampak v njegovem mnenju sem preveril svojo odločitev. In ta odnos je tudi tukaj. Ja. Z očetom preveriš. To, kar imaš ti v resnici iz tega odnosa z očetom ven, to je, kar bi naj bilo. In tukaj smo mnogi tako neskončno ranjeni, a veš, v tem primarnem odnosu s telesnim zemeljskim očetom, da težko z Bogom očetom vzpostavljamo tak pristen odnos, kjer ni te suženjske podrejenosti, a veš, ampak kjer si dovoliš biti ti in se pogovoriti in predati vse, a veš. To je noro, ne? Ko hodim naokrog in se pogovarjam, vidim, koliko ljudi, sploh moških, ima neke velike rane, travme iz tega odnosa z očetom. S tem, da moj oče ni bil nič posebnega. Jaz rečem, moj oče je bil siten, zoparen človek, umetnik. Moja mama je marsikaj pretapela ob njem, ampak se imela rada. Za nas otroke, nismo se nekih strašnih osebnih stvari pogovarjali. Moj oče me nikoli ni, ko bi rekel, iniciiral v neke, ne. Ampak jaz, če si kaj želim zdaj v življenju, je to, da mi nekdo, ki je očeta mojega poznal, rekel, tak si ka fotor. To je bila zame taka pohvala. Wow. To si želim. To je nekaj, kar mnogi, s tem, da ni bil nič poseben lik, ne. Ampak tudi to, da je, mislim, če lahko povem zgodbo, ne. Lahko. Moj oče je res za nas otroke naredil vse. Mojim otrokom je pa on, slikar je bil, narisal njihove zavetnike. Se pravi, Kristini Klari je narisal sveto Kristino, Matiju Joštu svetega Matija, Krištofu Mariju svetega Krištofa, Filipu Damjanu svetega Filipa, Luciji Barbari sveto Lucijo. In ko smo pričakovali ta 6. Se ga že kaj spustil, sem povedal, ta 6. To je takrat že ugašal in smo šli se pozanimati. Prvič smo se vprašali na ultrazvoku, kaj imamo, zato da bi ata vedel, kakšnega vnuka bo dobil in da je to dec. In smo rekli Peter Miklavž, se pravi. In smo počeli Peter Miklavž, ker oče že bil v bolnici, ko je že ležal na smrtni posteli, za katero smo oba vedela, da je, pa smo oba delala, da to ni, ne. Sem bil pa enkrat na obisku in je rekel, ti pripravi eno staro delo doma, jaz bom narisal svetega Miklavža. In sem čudil, zakaj Miklavža, mogel svetega Petra narisati, ne Miklavža. Ne, prvega svetnika je zmeraj risal, ne drugega. Pa sem rekel, ata, pomir se, pozdrav se, ko bo čas za to, boš že, ne. Čez 2 dni sem prišel na obisk in rekel, si pripravil unodilo. Jaz vem, kam bo v sliko obesla.
Ne, to je on, te slike, to so bile, kam je treba dati, to je on kot slikar vedel. Dejno mir, in naprej. In zdaj ne vem, ali naslednji ali čez 2 dni je oče umrl. In potem je moja mama klicala naokrog ljudi, jih obveščala. In med drugim klicala tudi tega fanta, kateremu je oče nosil slike ukvirjati. In temu fantu je ponovadi plačal tako, da mu je kakšno sliko pustil. Se pravi, ponesel je 5 slik za ukvirt, 4 odnesel, eno mu je pustil, da je on naprej prodal ali pa se pravi, na tak način mu je plačal. In ta fant se je začudil, da je oče tako hitro umrl. Mama je rekla, da je hotel še nazadnje še slike, da je nazadnje hodil Miklavža na slike, in tako naprej na staro odilo. In ta fant si je to v glavi nekako prevedel tako, da je prišel na pogreb od vseh 5 otrok. Pa jaz tega človeka nisem poznal, mogoče sem ga 2-krat videl v življenju, prvi očetu na obisku. Na pogrebu mi prinesel na belo plastično vrečko, meni rekel, na to je za vas. Jaz sem mislil, da so kakšne sveče in sem tisto vrgel stran. Potem je začel, ko smo po pogrebu prišli domov, pa prinesel se tisto robo domov. Reče, kaj pa je to? Sem rekel, to je pa prinesel možakar. Odprem tisto belo vrečko, plastično noter je bila na stari dilina slika svetega Miklavža. Ker pomeni, da je oče z one strani naredil to, kar mi je obljubil, da bo naredil. In jaz sem tisto moment vedel, da je mu oče v nebesih. Kako je pa to? On si je ta fant si je prevedel, da rabimo sliko svetega Miklavža in oče mu je enkrat podaril in je tisto sliko snel stene in jo prinesel meni. Se pravi, oče je rekel, da bom narisal za spet sliko svetega Miklavža in to sliko je prinesel. In jaz sem se zavedel, da je oče v nebesih. Siten, zoprn, tečen, kot je bil, da je v nebesih. In sem rekel, mater milo, upanje tudi zame. Zato bi bil kot fotor. Bog drugače gleda na te stvari. Mi se sekiramo zaradi tega, ker se sprejemo, tako naprej. Ne, jaz mislim, da te božje tehtnice malo drugače vagajo. Bog nas pozna, Bog ve, kakšni smo, Bog ve, če smo sposobni. Bog tehta naše namene pa odločitve, tudi naše dejanja. Ampak vidi v naše namene, naše odločitve. Pozna naše razloge. Ne? In nas sodi po tem, kar smo, ne po tem, kar smo storili. In praviš si tudi tisti tam zunaj, prijatelji tvoji v teatru, veliko bolj upajo biti, kar so. Napram nam, recimo, če greva malo na tale družbeni, našo družbeno dialektiko, kako bi temu rekla. Ko sem se odločil za akademijo, pa so doma to povedal, sta mi oba, mama in ata, rekla, pa ja ne bo šel med pijance in da ne bom kakšne grde besede rekel. Ne. In sta imela kar prav, ne. Mislim, ti ljudje, ta svet je tak, predan nekemu telesnemu užitku. Zdaj, če to rečemo s tem besedam pijanc, pa ne, tam nekje smo. Ne. In tudi mi, kristjani, imamo o ljudeh izven naše ograje, na on stran plota, ne, ker trava menda ni tako zelena, kot pravimo, da je, oni trdijo, da je. Vidimo v teh ljudeh bolj kot ne neke grešnike in so grešniki v naših očeh. So cestninari, so tako naprej, karkoli že. Ampak jaz sem pa skozi leta zmeraj bolj spoznaval, koliko je v teh ljudeh pristno dobrega. Mi dostikrat naredimo kaj dobrega ali pa nekaj, kar je lepo, zato ker vemo, da je lepo, pa da je prav, pa ker Bog od nas to zahteva in da ne bi naredili kakšnega greha, držimo se nekih zapovedi in tako naprej. In dostikrat delamo iz nekega strahu, ravnamo kot ravnamo. Oni teh ograj, teh plotov nimajo in so svobodni. V tej svobodi večkrat pohodijo marsikaj, kar je lepega in marsikaj rožco, pa marsikaj zdravilno rastlinco pohodijo. Hkrati pa takrat, ko ravnajo dobro iz pristne, čiste ljubezni. Mi dostikrat rečemo tako, da jaz povem to primerjavo. Ne. Če bi jaz rekel, moram skopati eno jamo na vrtu. Benjamina, mi prideš pomagati, boš rekel, nimam časa, bom pa malo zate. Meni ta molitev čisto nič ne pomaga. Mislim, mi pomaga tako, da vem, da misliš name, ampak jama se ne bo skopala sama. Medtem ko čez rečem svojemu kolegu stati, rečem ti, jamo za skopati prav, ti kdaj? A moram k nam sabo prinesti, da ga imaš ti. Oni pridejo in naredijo. Veliko večkrat kot mi. Predvsem pa iz drugih razlogov. Oni to naredijo zato, ker vem, rabaš, ker te mrati in tako naprej. Ti narediš zato, ker bo ve, kaj si bo ono meni mislil, pa zato, ker kot kristjan moram, hočem reči, zdaj ne vem, kako Bog to navago daje. Ta moment, jaz, kljub temu, da tako zvenijo moje besede, ne obsojam nobenega. Ne vem, kako da Bog da to navago. Samo vem pa, da to, da sem jaz znotraj, da se jaz samega sebe identificiram kot kristjana, še ne pomeni čist nič. To, da sem prejemnik nekih zakramentov, zelo malo pomeni. Mislim, to, da sem krščen, je ena velika zadeva, ampak če jaz iz tega krsta ne živim, ni to kaj dosti. To je mrtva črka na papiru, da tako rečem. Ne. Mislim, s tem nočem nič božje moči imati stran, ampak hočem reči, jaz iz krsta ne živim, je krst mrtev. Ne. Ja, ker nisi v dejanju vere. Ne.
oni pa živijo nekaj, kar bi pravzaprav včasih mi morali živeti, brez nekih sakramentov, brez tega odnosa z Bogom. Zdaj lahko seveda tudi rečeš, da oni pravzaprav tudi tako delajo, ker ne potrebujejo Boga, nočejo Boga in ravnajo to tudi tako se lahko na to gleda. Se pravi, delam dobro, ne zato, ker je Bog, ampak zato, ker jaz hočem biti dobro. Ne vem. Ali pa res Bog malo širši, kot smo mi navajeni. Tako, jaz predvsem mislim to, da ne nazadnje, a preveč vekam. Kar čekaj, zato smo tle. Ne nazadnje, veš, Jezus je rekel, da smo sol zemlje sicer, ne, ampak mislim, zemljo soli, ne vem, je to kakšna posebna zemlja, ampak hočeš, jaz bi rečem, sol pa kruh, ne. Mi smo sol. To je Jezus rekel. Mi, kristjani, si pa večkrat želimo biti, ali pa si to prizadevamo, da bi bili kruh. Ali pa hočemo dosežiti kruh. Ne, mi smo sol kruhu. Mi hočemo, da bi ves svet čutil, tako kot mi čutimo, pod neko parolo, Jezus nas je poslal, da ne spreobrnemo v svet. Že res. Ampak če režemo ta svet kruh, sol da okus temu kruhu. Sol ta kruh naredi užitenega in te soli je čist malo. Ne vem, če si kdaj že zamesel, jaz večkrat to mesam in tako naprej, vem kaj. In, če boš delal kruh moke, seveda ne boš pozabil. Ne boš pozabil dati vode, ne boš pozabil dati kvas, oziroma če boš pozabil kvas dati, boš opazil, prej boš dal v peč, ker pač se ne bo dvignilo. Edina stvar, ki lahko pozabiš dati v kruh, je sol. In šele, ko ugrizneš v kruh, ugotoviš, da ni soli. In zdaj, nisem še slišal, da bi kdo ugriznil v kruh, ali pa nazadnje, mogoče kakšno drugo hrano že je, da bi ugriznil v kruh, pa rekel, raven prav soli. Ne, rečeš krašna skorja, kako lepo diši, mehka se, vse pohvališ. Pritožiš se, premalo soli ali pa preveč soli. Nikoli pa ne rečeš raven prav soli. To, da je v svetu raven prav soli, je samo po sebi razumljivo. Nas, kristjane, kritizirajo, kada nas je preveč ali pa premalo. Če ne živimo te svoje slanosti, ali pa če smo presolili zadevo. Takrat kritizirajo in mi smo pa takrat užaljeni. Ali pa, ko nas noben ne opaz, rečemo noben nas ne opaz. Takrat nas noben ne opaz, pravzaprav najbolj funkcioniramo, ker je to sol. Ravno prav soli, noben ne opaz v kruhu. In mi moramo to doumeti, da bomo da sol odreši cel kruh. Veš, mi mislimo, da moramo narediti cel svet kruh. Ne, mi moramo dati sol temu kruhu. Mi bomo odrešili te ljudi, ki ni nujno, da so krščeni. Kako jih bo, mislim, zdaj govorim malo heretično, kakšen se bo najdel izven krsta, izven cerkve, ne vem. Jaz mislim, da Bog ni birokrat, on to že nekako, ampak hočeš, mi smo poslani, da damo okus temu svetu. Ampak raven prav. Če probava to zvest, mislim, ne bova šla zdaj v to debato, strinjam se, ravno prav. Še zmer mislim, da smo poklicani. Poklicani oznanjati, ampak verjetno na drugačen način, kot si mi običajno predstavljamo, predvsem od znotraj navzven, ampak od mene znotraj, da sem jaz sol, da sem jaz ta prav, verjetno da to. Da si bo najjasno. Jaz ne govorim to, da ne pomeni, da zdaj pa nič ne oznanjam. Ne, raven to je ta slanost. Okay. Jaz moram oznaniti, jaz moram povedati. Zato, da bo on imel informacijo. Da bo imel pravo informacijo. Zato moram skrbeti, da ima on pravo informacijo, ker gleda mene, on bere evangelij po čušinu. In če nisem ravno proslov, ima lahko premalo soli ali pa preveč soli. In oboje je neužitno. Če hvala lepa, tega kruha ne bom jedel. Točno tako. In večina danes tako reče. Raven prav moram biti slan, da reče v tole bom pa ugriznil. In znotraj tega je vse to oznanjevanje. Deleč od tega, da jaz pravim, da se moramo zapreti. Kje pa samo drugačno pričakovanje moramo imeti. Mi mislimo, da bomo pa z nekim tem, da nas bodo ljudje opazili, pa da bomo vsi prisotni. Ne. Tako, in seveda zdaj tudi, količine soli se spreminja od količine velikosti hlebca. Veš, v majhno žemelco daš malo manj, kot daš v en 2-kilski hlebec. Treba imeti mero. Mi te mere dostakrat nimamo, zato ker mislimo, da znamo. Naprej, zdaj pa tudi, se veš, kako je. Če se sol razsoli, kaj pa bomo bolj z njo? Sol se ne more razsoliti. Mislim, sol se pokvari, pravi. Pokvari, to je drugo. Sol ne more zgubiti svoje slanosti. Kako se pa pokvari? Da se zmeša. Z nekim zemljo, z nekim pepelom, svetom, da se zmeša. Edini na ta način se sol pokvari. Sol slanosti ne izgubi. Sol se lahko samo pokvari, ker če ti zmešaš s pepelom in ne boš več dobil ven. Če zmešaš sladkorjem, ne boš dobil več ven. Če jo daš v vodo, ne boš dobil več ven. Sol se pokvari, naloga soli je, da izgine, da se raztopi. Ampak če jo zmešaš z neko posvetno stvarjo, z neko zemljo, z nekim prahom, neužitno stvarjo, takrat se pokvari. Slanosti pa tudi takrat ne izgubi. Sol ne more izgubiti slanosti.
Kako ti skrbiš za svojo znanost? Tako da mi že ne reče, pet se solit. Kako skrbim za svojo? Ja, zelo dobro vprašanje. Ja, lej, skrbim za to, da se trudim biti vsak dan boljši kot včeraj. To ne pomeni, da zdaj širim količino, ampak nekega verskega udejstvovanja, ampak se trudim učiti na izkušnjah včerajšnjega dne, da gremo ta dan pametnejši, kot sem bil včeraj. In ko rečem pametnejši, ne pomeni z nekim aktivizmom strašnim, vsaj jaz ne, ampak z neko sprejetostjo. To je tako, kot bi rekel, kako se trudiš biti boljši voznik. Se ne trudiš biti boljši voznik. Ne razmišljaš o tem, kako bi bil lahko še boljši voznik. Ti narediš šoferski izpit, narediš, potem nekaj časa prestrašeno malo voziš in potem rataš samozavesten, potem rataš lahko preden, tako naprej. Nikoli ne razmišljaš o tem, kako bi bil lahko boljši voznik. Mislim, ko rečeš boljši voznik, ti moraš biti ravno tako dober voznik. V trenutku, ko si naredil izpit, moraš biti dober voznik in moraš tako stati. Tisto, kar dela boljšega voznika, so izkušnje, je zrelost. Zdaj, kar se mene tiče, če nekdo voz 30 mimo šole, sam zato, ker se boji, da je tamle radar, pa da plačal kazen, ne. Pomeni, da iz strahu pred policaji vozi po pravilih. Ne? In še zmeraj imam rad tega, ker pa nekdo, ki se ne zmeni za policaja, pa bo mem šole zdivjal 60, pa mojega otroka zbil. Ne? Ampak veliko boljše, če se on zaveda, da more nekje, kjer je šole, kjer so otroci, zmanjšati hitrost, zato da se ne zgodi kaj neprevidljivega. To naredi dobrega voznika. Zdaj, če to obrnemo na versko življenje, je isto. Ne? Če se ti držiš zapovedi samo iz strahu, potem si sicer previden voznik, nisi pa še zmeraj moder voznik. Ti se zdaj v tej ulici pazaš, na ulici pa sploh ne boš opazil tistega znaka. Ti moraš postati dober voznik in v dobrega voznika naredijo izkušnje. Ti ne moreš za mizo postati dober voznik. Dober voznik postaneš lahko samo na cesti, z izkušnjami, ko previdno voziš, ko opazuješ, ko si pozoren na to in potem čez nekaj časa sploh ne razmišljaš več, kako voziš. Še zmeraj si pa dober voznik. Mene moti recimo, jaz sem predvsem na cesti, pa govorim te šoferske stvari, ampak jih potem prenašam na naše duhovno življenje, zato da je ljudem jasno. Ker mislim, da moramo dobiti en jezik, da ga bodo ljudje razumeli. V Sloveniji največkrat slišimo, največ nesreč povzroči alkohol pa hitrost. In zdaj vsak, ki voz po omejitvah in ni pijan za volan, že misli, da je dober voznik. Jok. Največ nesreč povzroči človeška neumnost. In samo človeška neumnost. In neumen človek gre pit, pa sede za volan. Neumen človek prehiter voz, tam, kjer ne sme. Ne? In neumen človek naredi neumnost. Se pravi, alkohol in hitrost sta posledica neumnosti. Zdaj pa nekdo, ki ne pije, in voz po omejitvah misli, da je dober voznik, in potem voz tako, da spravi 20 ljudi za sabo, se razumeva. Prav tako neumno. Ravno tako je v duhovnem življenju. Ja. Mi moramo stremeti k temu, da še sem molil, Bog me pa ni uslišal. Zakaj? Zato, ker si imel neko pričakovanje, kaj hočeš od Boga in to hočeš dobiti, in zdaj te Bog ni uslišal, rečeš molitev, nič ne pomaga. Ja. Ne bi zdaj bi molil, le še oče, ki je umiral, pa smo molili za zdravje, jaz sem molil, naj se zgodi Božja volja. Nisem molil, da bi oče uzdravel, pa bi bil živ. Sem molil, naj se zgodi Božja volja. Zato, ker jaz ne vem, tako si predstavljam, da če bi moj oče še nekaj časa živel, pa bi še se matral po teh bolnicah, da tako ti bi bil velik revež, tako bi pa Bog je že vedel, kaj dela. Se pravi, sprejeti Božjo voljo. Moliti pa sprejeti to, kar pride. To te naredi dobrega voznika. Če pa ti pričakuješ, to in tega ne dobiš, potem si pa užaljen, potem pa rečeš molitev brezvezna, pa nehaš moliti, ali pa moliš tako, izgubiš odnos, se pravi, gradiš odnos vedno bolj v tem, da z izkušnjo rasteš v prepuščanju. Ja. Recimo. Bog je živ. Z Bogom se da pogovarjati, z Bogom se da barantati. Abraham je dokazal, se da barantati. Bog je imel plan. Rekel, jaz se bom potamanu. Abraham je rekel, ne, kaj pa če? Rekel, prav, pa ne, če boš tako. Kaj pa če? Preberite odlomka od Abrahama. Ne? No, se na koncu je potamano, ker ni nobenega dobo, ne. Oziroma, oni so zbežali Lotova družina. Ne. Hočem reči, Bog je bil pripravljen na barantanje. On je imel nek plan, ampak je bil pripravljen popustiti. Ne? Bog je imel plan, da bo Ninive, če se Jona pa Abraham sta mi blizu, ker sta taka razburila deca, ne? Da bo potamano Nive. Ninive so se pokrili in Bog je spremenil plan. Se pravi, Božji načrt, Božja volja, ni nekaj nespremenljiv.
To je zdaj tisto čudo, ne? Bog je vsemogočen, se ve, kaj bo naredil. Ja, ampak Bog je hkrati, jaz ne vem, kako to funkcionira, ne vem. Nas pokliče k sodelovanju. Ampak zgodovina in izkušnja mi kaže, da nekaj, kar se kaže kot božja odločitev, se da spremeniti. Če ti ponudiš Bogu, če zbarantaš z njim, če rečeš, lej, če prepričaš Boga, Bog se pusti prepričati, ker je živ, ker te ima rad. Jaz tudi rečem svojemu otroku, ne boš, mislim, se pravi zakazan, ne boš cel teden brez telefona. On reče, prav, ne, sem ga posral, ampak a bi ga vseeno lahko dobil ta petek, ga nujno rabim, zato ker to pa bom naslednji teden. In jaz rečem, prav, spremenim odločitev, zato ker vidim, da ne, otroku več pomeni, če mu tle dam mečken. Isto je Bog oče z mano pobarantane. Se da prepričati za neke stvari. In to je molitev, to je pogovor, to je odnos. Mi pa rečemo, toli bi rado, bo pa molil za to, in če bom molil 3 dni, ne vem, zmolil to pa to, če bom v petkih molil to pa to uro, če bom v sredah molil to pa to uro, če bom naredil 2 prevala pa 3 križe, ne vem, kaj vse si naredimo, ne. In potem še trpimo, ker pozabil sem narediti 2 prevala pa 3 križe in moram k spovedi, da se spovem, da sem pozabil. In prideš spovedniku in reče, kakšne prevali, ne, in te debel gleda. Ja, to je to suženjstvo, suženjstvo, ki ni odnos, ne. In zato pravim, da so moji kolegi, ne, ti, ne, izven, na drugi strani ograje, svobodni v tem. In da jih čutim zmeraj bolj kot božje. Ne? Da imajo, tako nekako, kako bom rekel, nezavedno, sveta v vsakem človeku je Bog, ker smo vsi božji otroci. Ne? In so odprti za dobro. Ne? In pač molim, enkrat jih bo že Bog pošlato. Jaz sem pripričan, da se Bog vsakmu da možnost. Ni tako, da bi se Bog skrivil pa rekel, me nisi poznal, me nisi dosti iskal. Bog vsakmu da fair možnost razkritja. Zdaj pa si ga ti res zadosti iskal, ali pa si ga videl, pa rekel, ne, se bo naredil, da ga ni pomašal, to je pa spet druga zadeva. Zato pravim osebno. Kako se to na drugi strani na vago daje, ne vem, ampak presnet desni razbojnik. Mislim, jaz pravim, to je zadnja šansa, razumeš? Cel življenje je živel kot razbojnik, visel na križu, trpel, verjetno tudi on ga je pa kaj zaklev, ne, ampak je rekel, da je pust ga, ne, tele je mu rekel, pust ga na mir in temu rekel, ti si pošten, mater, če si, kar si, bi bil jaz s tabo. In on rekel, bot, ne. In sem gledal, ni moja zgodba, ampak je strašno zanimiva. Pride desna razbojnik na uno stran v nebesa in tam angel čaka, prav, kaj pa ti tle? Prav, ja, ne vem, sem me poslal. Prav, ja, ti mogo druge biti, si ja razbojnik. Prav, ja ne, tle, ja pa mislim, čakaj, prosti, to je pa za moje nadrejene, pa gre nadangel, skrat pride nadangel pogleda, kaj pa ti tle? Prav, ja, ne vem, tle sem, prav, ja, nemogoče. Dobro, čakaj, zdaj, če si tle, to pomeni, da, ja, ne vem, a znaš našteti 10 božjih zapovedi, prav, kaj, kakšne zapovedi, kaj, ne? Telesna dela usmiljenja, prav, kaj misliš ne vem, sklepu druga Vatikanskega kozila, prav, ne? In pa dan se razbudi, reče, pa za božjo voljo, kako si se najdu tukaj, kaj ti delaš tukaj? Ne? Pa desni razbojnik reče, na sredini rekel, da lahko pridem. In to je to. Še imena mu ni vedel. Na sredini je rekel, da lahko pridem. Mi to ne mi smo pa ti starejši sinovi smo. Mi bi pa radi odločili, kdo sme, pa kdo ne sme. Una prilika o gospodarju, ki ne ima hlapce, ene zjutraj, enega zvečer. Ne, se pravi, dela 12 ur, dela 1 uro za isto plačo. Z človeškega stališča, totalna krivica. Ga ni sodišče na tem svetu, sploh pa ne krščanskega sodišča, ki bi rekli, da je to pravično. In ni pravično. Ni pravično. Me noben Bog ne bo prepričal, da je to pravično. Ta je delo 12 ur, ta pa 1 uro za isto plačo. Ampak v božji logiki da jaz ne razumem te božje logike. Tako, kad želj ne razumem, tudi Boga včasih ne razumem. Samo pa zvest, ga ljubim in ga spoštujem. Wow, super. In to je to. Če Bog reče, da je to tako prav, mora biti prav. Jaz ne razumem, se ne strinjam, malo trpim, moj ego trpi, zakaj nisem jaz počakal do zadnje ure, pa bi samo majhen švico, ne pa da sem garov, pa imam muskel fiber. Ne? Ja, lahko riskiraš do križa, do zadnje minute. Ja. Ampak, a si prepričan, da si desni razbojnik, mogoče si pa telev. Ja. Ne? Tako da Bog ve, kaj dela. In to neko zaupanje te življenje potegne. To ni nekaj, da bi krtko bil. To te izkušnje, močne, težke preizkušnje te potisnejo to, da ugotoviš. Pa misliš, da si že marsikaj naredil, Bog te zmeraj znova potisne na tla. Takrat, ko rabaš, te stisne na tla, zato da veš, nič ne moreš. Res.
Mislim, predvsem tem, recimo, to poletje je bilo tako, prosti jaz, kad čvekam. To poletje je bilo tako, da s temi vsemi ujmami, nesrečami in tako naprej, da si videl, da nič ne moreš. Mi še zdaj nič ne moremo. Na našo vasjo visi plas. Plas, ki se lahko sproši. Ta moment se lahko sproši. Jaz, ko pridem domov, bom mogoče imel kup zemlje na bez hiše. Lahko. 3 otroke pokopane v tej hiši. Lahko. Ne vem. Hočeš, ta plas visi nad mano. Kaj naj zdaj naredim? Kam naj se preselim? Kam naj zbežim? To je moje življenje. Živim z upanjem, da bo Bog, če bo rekel, da je treba iti, mi bo dal z nami, da je treba iti. Bo pokazal, da se preseliti. Ali pa bo rekel, to je tvoja usoda. Tle bodi živi, kar si, kar bo cajt. Ne vem. Hočem reči, ampak vidiš, kako si odvisen od enega kamenčka na steni, ne? Mislim, na hribu. Ne? Ampak to je zelo močna lekcija, tudi v zdajšnjem času, ne? Ko boste slišali o vojnah in grozotah. Ne? A veš, recimo zdaj, ko se tole spet in še vedno in še dodatno dogaja, ne? V sveti deželi, recimo. Ja. Mislim, zelo mi je všeč, ker res ti si zelo bibličen, ne? Zato smo te na svetopisanski družbi vedno tako radi. In dejansko vidiš iz svetega pisma, no, in teh zgodb, teh ljudi tam vidiš, kako Bog prav na ta način osebno, odnosno kliče vsakega posebej, ne, in ni tega formalizma in rigorizma in tako naprej. Ne, ja, jaz mislim, da mi svetopismo, tudi mi verni, prevečkrat doživljamo kot neko literaturo. Vse mal je literaturo, nečem, da ne, ali pa mesto mal, pa ga lahko tudi daj, pa da tudi, jaz ga ne zadnjega uporabljam v svojih predstavah, kot literaturo, kot neko dramsko besedilo. Ampak te zgodbe noter so moje zgodbe. To ni Abraham takrat, to ni David tam, to ni Juda pa Petar takrat, to sem jaz. Jaz sem poklican, da te zgodbe razumem, da prepoznam Abrahama v sebi, da prepoznam Davida v sebi. To prvič te ozemlji, hkrati ti pa da pogum. Lej, Davida, mislim, navaden pastir postane kralj, zgodba o uspehu. Ma, kar si želi, ma 100 žena, si želi še 101 sosedovo in zato, da ubije človeka in tako naprej. In Boga kaznuje kako? Da mu vzame sina in on za tega sina trpi, se pusti, pa tako naprej, kljub temu ga hočeš, a ni to moja zgodba? A nisem to jaz? To je ta David, ki je Samsona premagal, ne? To je dober stavek, da Bog časih pošle Goljata, nisem tako bibličen, malo se mi že meša. Goljat v tvoje življenje, ne zato, da bi spoznal Davida v sebi, da bi gotovo, da si, ampak če spoznaš po Davida v sebi, takrat, ko premagaš Goljata, potem ga moraš vzeti tudi takrat, ko spoznaš neko Bečebo, ne? Pa Urija, pa tako naprej. To so naše zgodbe. To je vse tam noter in jaz se moram prepoznati, danes sem to in videti, kako je on reagiral, kaj je on naredil, to je vsa psihologija in noter, vsa človeška zgodba. Zdaj, če gremo na novo zavedanje evangelije, seveda ni zdaj to prepuščeno, ker moji razlagi, da mi jaz zdaj pa evangelije razlago, tako pa to. Ne, ampak imam pa pravico, celo dolžnost, da evangelije osebno razumem, zase, v nekem trenutku. To ne pomeni, da grem zdaj na delo na Prižnica, bom govoril, ta odlomek pa pomeni to pa to. Ne, zato so eksegezi, zato so v njih študirali, pa imajo teologijo v malem prstu, čeprav bolj, da bi imeli v srcu, pa da razložijo in tako naprej. Ampak imam pa pravico in dolžnost, da to vzamem zelo osebno. Mi tega ne jemljemo osebno, mi se prepustimo en odlomek slišimo, jaz to vidim tudi recimo pri zakonski skupini, ko kakšni odlomek debatiramo, da je dostikrat tako, to ne bi pomenili, to pa to. Briga mene, kaj ne bi pomenili. Kaj ti misliš? Kaj te pomeni? Vse to ne pomeni, da je pa zdaj treba dati v knjigo, pa da te bo nekdo zaradi tega držal do šesa, kaj si. Ne, zate osebno. In s tem se bo, če upamo povedati, recimo odkole v pogovoru ali pa v zakonski skupini, osebno, kaj ti čuš v nekom odlomku, pa res, tako pa še nikoli nisem pomislil, tako pa še nikoli nisem gledal. Mene me poboža, ampak hkrati me pogumi, tako na ta prav način, zdaj zveni mogoče malo tako samozadovoljen, ne. Ker sem delal te duhovne pomislike, ki sem pisal, so res pomisliki z namenom, so se ljudje pritoževali, zakaj to niso misli, sem rekel, ker niso duhovne misli. Če rečeš duhovna misel, to pomeni, da jaz nekaj razlagam. Pomislek je pa moja misel, moj pomislek o tem. Utrinek, ne. In da se mi je kdaj kakšen teolog javil pa rekel, tole pa zame novo. Takole pa še nisem pogledal na ta odlomek. In meni to ne pomeni, prvič seveda sem bil pobožen čisto tako, kot mislec, lepo. Po drugi strani pa mi je opogumil tem, da smem razmišljati tako, da
moram razmišljati drugače, ubesti se na neko zadevo, nekaj, kar mene nagovori, tebe pa čisto drugače. Bog je zelo oseben, mi pa mislimo, da ko spoznamo, in sve samo nevarnosti, mi spoznamo Boga, to je tako lepo in bi radi, da bi vsi ljudje to lepoto doživeli. Ja, ampak nekdo je drugače odle, eni se zaprejo samostan za vse življenje, eni se poročimo, bomo otroke vse življenje. Ne. Mislim, zelo različno. Jezus je rekel, vršite mrežo. Ne. In mreža je široka, to je, ne, precej se. Predvsem je pa rekel, zamenjite stran, ne. Takrat, ko so celo noč lovili, pa niso nič ujeli. Zamenjaj paradigmo, poglej iz drugega kota. Ja, ni rekel vaba, ni rekel dan, rekel ne, samo na drugo stran, se pravi na drug način. Mi smo pa navajeni, na to stran smo celo želeli, in se bojimo vrš na drugo stran. Kaj bomo tam ujeli? Ja, ne vem. To sem že pregovoril o tem pogumu, ne. Jaz mislim, da nam manjka tega, in nam tega poguma manjka tudi kot cerkvi, kot občestvu. Ja. Zakaj nam ga manjka kot občestveno je druga zadeva, to je raj preskočiva, da ne bova užrila vrhov na naše institucije. Ne bom rekel, namenno rečem našega telesa, ker se zelo redko tudi dojamemo sebe kot telo. In mislim, da je to tudi ena teološka pomanjkljivost. Jaz še nisem slišal ne pridige, enega teologa, da bi mi preko telesa razlagal te stvari. Ja, se objesmo na Pavla, ne, veliko udov, eno telo in tako naprej. A pa upaš reči ti ta moment, kaj si ti danes v tem telesu. Kater del telesa si ti, ker teh teles je ne nazadnje tudi več. Ne? Vsakeč, ko stopimo v en odnos, v neko skupnost, postanemo telo. Mi smo starani po Božji podobi. To ne pomeni, da je Bog tak kot jaz, ali pa tak kot ti, ali pa tak kot moja žena. To, kar nam je skupno, je telo. Spravi, to, kar je Bogu podobno v nas, je telo. Vsi imamo glavo, trup, roke, noge, mislim, z par izjemami, ne, tam smo, ne. Se pravi, telo je Božje. In mi potem govorimo naprej, da smo mi Kristusovo telo, Kristus glava, mi smo pa to misliš telo. Ja, koliko je enih organizmov, organov, enih udov v tem telesu. Kdo si? Mi se vsi štartamo seveda na velike stvari, smo roke, smo noge, smo pljuča, mogoče si pa slepič. Mogoče si pa slepič. Ja. Tudi za slepič so ugotovili, da je nekaj pomemben. Da nisem tako, ampak se ga lahko znebi, pa nič ne boli. Ne. Ampak res ne pomislimo, v tem momentu smo mi dva eno telo, mi dva sva skupen odnos in sva telo. In zdaj jasno je, da v tem telesu sem jaz ena velika gofla, ne, ti jo predstavljaš ustavljanje telesa trenutno, ne, tako da se malo zašalo, malo zares, ampak ja, jaz sem tudi, da povem še to, kar smo raven pri dižu, ne, sem razmišljal o meni pa o ženi, če smo da eno telo, kot rečemo, ne, kaj sem jaz, kaj je žena v tem telesu, ne, sveda pomisliš, moja žena je srce enega telesa, ker bom tako rad. Pa sem gotov, da ni, daleč od tega. Jaz se pri ženi najbolj sprostim, tam sem lahko najbolj svoboden, slečem se v pričo nje. In zdaj, kada se jaz slečem, ne, pa se usedem in dam se štiri, takrat sem najbolj sproščen, ko se usedem in dam se štiri od sebe, takrat sem najbolj sproščen. Se pravi, pri ženi sem najbolj sproščen in se usedem na zadnjo plat. Ne. In sem gotov, da je žena, moja Melita je rt mojega telesa. Zato je to, kot rečem, rt te imam. Prej si omenil zakonsko skupino, pa kaj ti pomeni to telo, ne? Se pravi, ta skupina ljudi, ki ste zakonska skupina, ne? Opažam, da že veš tako veliko ljudi, pač ali si v zakonskih skupinah ne upajo iti na globoko se odpreti, pa pokazati taki, kot so, pa se malo lepe delajo, pa fasadirajo, to je en problem, ne. Drug problem je pa, da mnogi ne upajo priti zraven, ker mislijo, da to je pa samo za one sta hudimi problemi, a ne. To se opaža kot neka taka predsodek, ne. In daj morda tako, zdaj bova počasi šla proti koncu, kako recimo tebi se zdi ta zakonska skupina, oziroma tudi sama, prej sva malo govorila o pripravi oziroma o predpogovoru o tem, kako ti vidiš te zakonske skupine, no? Se mi zdi, da je fajn, da še kakšno na to temo rečeva. Tako kot je vse nekaj posebnega v mojem življenju, tudi ta zakonska skupina nekaj posebnega. Jaz sem prepričan, da ni, ali pa bom zelo presenečen, če se bo javil kdo pa rekel, da je član take zakonske skupine, kot je naša. V tej naši zakonski skupini smo jaz, moj brat, dve moji sestri, seveda z ženami in možmi, in še dva para,
s katerimi smo rasli skupaj, oziroma en par, ki smo rasli skupaj kot mladinski skupini, en udovc, ker je žena pač umrla, ampak je ostal v naši skupini in ga tretiramo kot zakonca in je njegova žena prisotna preko njega, se sta eno telo še zmeraj. In en par, ki se tako hočeš veš, ne vem, malo drugače, ki mi priporočamo, v redu. Ne, mi smo itak posebni, ampak hočem reči, ne samo, da ima človek tremo govoriti neke osebne stvari. Jaz moram te osebne stvari govoriti svojemu bratu pa svojim sestram. To je težko, to je še težje. Ja. Ampak gre in nam kot tej družini, nekdanji oziroma še zmeraj smo, je tudi pomagalo, ker mi se kot družina nismo prav veliko pogovarjali, pa so govorili o očetu, mi smo nekih globokih pogovorov, večjih pogovorov. Ne, mi smo sam živeli kot družina. Z njim očetom, mamo, ki sta nam dala vse, nismo pa to duhovnost, nismo tako, ko bi rekel, teh nekih pogovorov, ki jih zdaj priporočamo, pa ki jih ne nazadnje tudi upravljava s svojimi otroki. Nismo imeli in jih tukaj zdaj razpiramo. Tukaj sem šele pravzaprav spoznal, kakšnega očeta sem imel, kakšno mamo sem imel. Ko sem se pogovarjal, ker ne prideš k bratu na obisk, pa rekel, deva se pa pogovarjati nekaj globocega. V zakonski skupini smo prisiljeni se pogovarjati nekaj globocega. In tudi mi smo rabili nek čas, da smo do tega prišli. Mi smo skupaj tudi že precej časa, zdaj, tako da so tudi bili so majhni otroci, zdaj so veliki otroci, majhne skrbi, večje skrbi, drugačne skrbi, ko naprej. Ampak to nas je povezalo kot družino, sprejeli smo še 2-3 pare zraven v to družino, na nek način velik pogum z njihove strani, so upali priti v neko skupino, ki je zelo družinska. Ampak dejansko smo zrasli ven z ene mladinske veroučne skupine in tako naprej. Ampak, ko smo skušali še drugam reči v župniji, dajte se povezati, tako naprej, ker nas je zadostno, tako naprej. Manjka ta pogum, ta odločitev, ta strah pred tem, kaj bom jaz mogel tam početi, prevaga nad tem, kaj govori, kaj boš dobil, ker ne veš, kaj boš dobil. Mi smo že mogoče res tudi z veroučne skupine bili navajeni neke komunikacije in smo vedeli, kaj nas čaka. Tako da bi ta moment tukaj na tem mestu rekel vsakmu, da se splača. Včasih tudi prideš tudi razburjen z te skupine, ne rečem, da ne. Včasih tudi si prizadet nehote, ampak to je vse pozitivno, tudi kot pregovorim, te rane, ki si jih želel, tudi te rane, ki jih dobiš znotraj take varne skupine, so fine, ti pomagajo zoreti, te opozorijo, se pravi, ali pa zakaj me pa tukaj boli? Se ne krvavim, ampak star udarci tukaj. Več različnih pogledov ti dajo na dogodek. Predvsem pa ti olajša tvoj odnos, tvoje probleme v družini, ker rečeš, nisi sam. Ker imaš težavo, misliš, da se to sam tebi dogaja, potem, ko vidiš, da se to dogaja praktično vsem. In potem vidiš, kako nekdo drug rešuje podoben problem, ker ga imaš ti, pa rečeš, ne, to pa ni dobro zame. Pomagamo si, ne hote si pomagamo, s tem, ko delimo izkušnje, si pomagamo, postajamo boljši vozniki. S tem, rečem ženi, ki gre na pot, ki še ni vozila, jaz sem pa že vozil, rečem, le pazi, tam je en ovink, zelo zauparen. Se spomnim, enkrat sem in kolegici, ki so še gradili avtoceste, sem rekel, se pripeleš z Avstrije dol, po avtocesti, ker enkrat je avtoceste konci in je ostro ovink desno, merke, da ne boš miklicala čez 2 dni, je rekla, le sred noči sem se pripeljala in se spomnil na to. Če mi ne bi rekel, bi zletela na novinku ven. Wow. Hočem reči, tako si pomagamo. Na tak način, Tako da jaz to priporočam. Tudi mislim, da bo to, ko bo svet propadel, če se spomnimo na pogovor, ki so ga imeli prej, bodo zakonske skupine ostale. Če se Bog odloči, da cerkve ne potrebuje več, če se Bog tako odloči, govori zelo heretično, Bog ne da bi me zdaj kdo za ušesa vlekel, ampak hočem reči, bojo zakonske skupine ostale. Kulturna društva, prostovoljna društva, pevski zbori, vse bo propadlo. Zakonske skupine ne bodo, ker smo ljudje, ki smo združeni ne samo zaradi Boga in vere, ampak z istimi življenjskimi problemi. Nas ne povezuje veselje do nečesa, nas povezuje življenje. Mislim, gasilce povezuje to, da hoče pomagati ljudem, kadar gori, ali pa še kaj drugega zraven, ne vem kaj. Pevski zbor povezuje ljudi, ker radi pojejo. Nas povezuje zakonske skupine, ker radi živimo. Wow. In nas povezuje življenje in so zakonske skupine del življenja. Ne moš tega, to ni nekaj, kar rečeno, zgrem pa nekaj drugega početi, da se malo odahnemo tega. Ne. To je to. To je to, kar živimo. Tako. In mislim, da to bo preživel. In tudi jaz govorim, da ne nazadnje, mi zakonsko, se pravi zakramentalno poročeni ljudje, imamo nekaj, kar papež nima. Jezus je rekel, ker so 2, so 3 zbrani v mojem imenu, da sem jaz sredi med njimi. Ker pomeni, da mora vsak človek na svetu, tudi papež, bogi papež v Vatikanu, najti nekoga enako mislečega, da se poveže z njim, vsaj enega, če ne 2,
da lahko reče v polni meri, Bog je z mano. Ne? In jaz mislim, da papež v Vatikanu težko najde 2-3 enako misleče, malo za šalo. Midva, ki so pa zakramentalno poročena, imamo pa to zmeraj sabo. Če sva na smrt skregana, je Jezus z nama, ker naj jo veže zakrament, ta zakrament je Jezus. Če sva na smrt skregana, je Jezus z nama, mi imamo zmeraj Boga, samo mi zakonci lahko rečemo, da imamo čist zmeraj Boga sabo. Noben drug zakrament tega v taki polni meri nima. Ker smo 2 ali 3 v njegovem imenu, on je zmeraj z nami. In če bi mi iz tega temelja živeli, če bi se zavedali tega temelja, da mi edini, ko govorijo problem, cerkev je v krizi in tako naprej, kaj bo rešili, ne bojo duhovniki rešili, ne redovniki, ne redovnice, ne papež, samo zakonci lahko rešimo to cerkev. Samo mi lahko v polnosti pričujemo za Kristusa. Ker če rečejo, on je duhovnik, on more tako, on je redovnica, on to itak, tako naprej. Mi živimo normalno življenje, vsakodnevno življenje slehernika. Mi edini, mi v najbolj polni meri lahko pričujemo Kristusa. Najlažje ga prepoznajo v nas, v normalnem življenju. Ker smo mi odraz. Ne bodo ga iskali z samostanskimi zidovi, ne bodo šli v cerkev, ne bodo šli, na Madagaskar Pedra Opeka gledati. Ne. Tebe bo gledal sosed, kako ti živiš in ti pričuješ za Kristusa in ti boš rešil soseda, ti boš posolil soseda in ti boš posolil ta svet in to cerkev in bo išla iz krize. Preko zakoncev, ne samo družin. Zakoncev, ker zakrament je zakon, ne družina. Družina je bonus tega zakramenta. Midva z Bogom skupaj morava, sva poklicana k temu, da pričujeva. S tem, da sva, jaz pravim, nehajte govoriti trapaste vice o možeh in ženah. Dobro, v zakonski skupini si bojimo kakšnega, ker smo sami taki. Da pa za šankom govoriš nek trapast vic o tega, kako težko biti, kakšne so prvič posploševalne, ki ga ne maram, drugič. On reče, on o ženi ravno tako slabo govori, kot jaz. Zakaj bi se pa poročil zakramentalno, če smo na istem? Nehaš govoriti slabo, prvi korak. Tudi če si skregan z njo, v javnosti ne govoriš slabo o svoji ženi, svojem možu. Moja žena je v zbornici, učiteljica. Enkrat so učiteljice klepetale med sabo, začele možeš infat. Moje pa tak. Kaj po vrsti so šle? Prišla na vrsto na njo in ona, verjemte mi, bi lahko napisala debelo knjigo, pritožb in pripomb. Ona je rekla, kaj prišla na vrsto, rekla, jaz imam pa svojega rada. In so tihe, ne je bilo konc igrce. To je pričevanje. A ti upaš za šankom v moški debati, ko šimfajo svoje žene, reč fantje, ne vem, s kom ste se vi poročali, ampak jaz imam svojo ženo rad in ne bomo ni slabega govoril. To je pričevanje. Ni treba, da ga povabiš na delo, ki imaš. To reče v svojo ženo, bo rekel, kakšno ženo pa ima. Kdaj pa jaz lahko skupidem? Prik imaš, pa ne boš videl skup. Ne vem, mislim, malo... Ali pa v zakonsko skupino. Ali pa v zakonsko skupino. Super, Gregor, hvala. Zelo globoke, pomembne in potrebne misli. Zakonska skupina pri družini in življenju jih imamo, že kar nekaj skoraj, počasi bomo šli proti 300 v Sloveniji. In še kar nastajajo, zdaj jih je en kup v nastajanju, tako da na strani diz.si si lahko poiščete prijavnico, se prijavite, vas bomo poklicali, pospravili s takimi primernimi skupaj ali pa lahko tudi svojo štartate na frišno. Svoje strani lahko sam rečem, splača se. To je to. Hvala ti za tvoj čas. Hvala za vabilo in veliko žegnam. Hvala tudi vam za vaš čas. Srečno.